Ana. Ana je diplomirala pred 19 meseci in od takrat aktivno išče zaposlitev. Poslala je že čez 100 prošenj in dobila samo 40 odgovorov. Vsi so bili negativni. Enako kot Ana imajo tudi druge invalidne osebe težave pri iskanju zaposlitve. Invalidi se namreč pogosto srečujejo z ljudmi, ki z njimi ali sočustvujejo ali pa do njih čutijo odpor. Raziskave kažejo, da so invalidi v očeh delodajalca pogosto videti kot manj primerni za zaposlitev. Prav tako v večini primerov delovno mesto ni prilagojeno njihovim potrebam. Zaradi tega se invalidi pogosteje zaposlujejo na slabše plačanih položajih. Zaposlitev je zelo pomemben dejavnik v življenju invalidov, saj le-ta predstavlja sredstvo za preživetje, socialno varnost in sprejetost. Omogoča jim vključitev v širše socialno okolje ter nudi priložnost, da se dokažejo v delovnem okolju. V letu 2015 je bilo 17,5% delovno aktivnih invalidov zaposlenih v invalidskih organizacijah, medtem ko je njihov delež na odprtem trgu znašal 81%. Če bi Ana dobila priložnost za zaposlitev, bi se najbrž tudi ona zaposlila v podjetju, ki nima statusa invalidske organizacije. Po 2 letih je Ana končno dobila zaposlitev. Tako kot Ana, tudi drugi invalidi navadno izkazujejo visoko zavzetost in motiviranost pri delu, saj se morajo bolj truditi, da zaposlitev dobijo ter nato tudi obdržijo. Obenem tudi redko izostajajo iz službe, celo manj kot drugi zaposleni. Na Anino motivacijo na delovnem mestu v veliki meri vplivata ustrezna prilagojenost delovnega mesta ter delovnega časa. Pomembno je tudi, da nadrejeni znajo prisluhniti potrebam zaposlenih invalidov ter pri tem upoštevajo specifičnost njihove invalidnosti. Na delovnem mestu se Ana počuti dobro, saj so tudi sodelavci ob vsakodnevnem kontaktu z njo postali veliko bolj sprejemljivi. Opustili so tudi svoje predsodke do nje, v njeni bližini so sproščeni in jo obravnavajo kot sebi enako.